Prav tako revolucionarno kot para v 19. stoletju je prehod v 20. stoletje označila uvedba elektrike. Neposredno pred Prvo svetovno vojno je delalo v jami 900 rudarjev, v žgalnici pa 200 delavcev. Leta 1913 so pridobili 820 ton živega srebra, rekordno količino, ki je niso nikoli več dosegli. Med Prvo svetovno vojno so pri delu na odkopih uvedli strojno vrtanje na stisnjeni zrak, počutje, telesno zdravje in obnašanje idrijskih rudarjev, najbolj usodno pa na dolžino njihove delovne sposobnosti in življenja. Po žilah jim je s krvjo krožilo tudi živo srebro. Tako je šlo iz generacije v generacijo skozi 500 let. Vse te sveta trojica, Oče, Sin pa Sveti Duh, in pa ekipa dveh svetnikov, ki sta bila povezana tukaj z Rudnikom, to je sveta Barbara. Ona se šteje kot priprošnjica za tiste, ko jim grozi nenadna smrt, kot je recimo tudi rudarjem. Tudi ta moja uniforma nekje rudarska je povezana s sveto Barbaro, to je drugače praznična rudarska uniforma, take so nosili navadni rudarji samo v praznikih ali pa pogrebih, kakšnih takih zadevah. No, in število gumbov na te uniforme je enako število let, ko ne bi jih imela ona, po tej zgodbi, po izročilu, ko je umrla kot mučenica za krščansko vero še v času rimskega imperija. No, sveti Ahac je bil pa zbran za lokalnega svetnika, ker so na dan svetega Ahaca, 22. junija 1508, to bo jutr obletnica, odkrili zelo bogato najdišče rude. Jelov les, akacijev les, hrast, buku, tudi smreka, da se lepo prepogiba, pa malo pozarja po temi pritiski v jami. Do so sekali za potrebe rudnika v okolici Idrije, ampak očitno so imeli pol tudi kar dobre plane pogozdovanja, ker je zdaj kar lep gozd tukaj okolo ohranjen. Prav obzorja, tu so bili veliki rovi, jih je bilo 15 in so šli skoraj 400 metrov v globino, pa na 17 etaži. Etaži so pol manjši rovi, kot je na nadstropja nad temi ta velikimi zgrajeni. Najprej nadijeta velik rov, obzorje, nad njim pol gradijo nadstropja, ti manjše, oziroma etaže. Etaže pol povezujejo med sabo ti slepi jaški, globoki 20 do 30 metrov. Tudi ta ima nekje 22 metrov globine. Potem so pa na enem robu tega rudnega telesa naredili slepi jašek, kjer je šel noter material za zasipanje. Ker smo rekli, sproti, ko so kopali, so tudi zasipali rove, da bi ublažili posedanje. Ko so kopali, rudo, in na drugem robu tega rudnega telesa naredijo še en jašek. Pol obrnete, vidite tam odzad še en rov, vidite, kako se začnejo ti rovi vsi podirati, če niso primerno vzdrževani. Drugače so bili pa veliki pritiski v jami, oziroma so, zato mora biti to dobro vzdrževani rovi. Tam vidite en ročni vitl, s pomočjo tistega vitla, kolo pa žica, so pol te vagončke napolnjene z rudo, spustili dol po upadniku na nižje nadstropje ali pa tudi nazaj gor potegnili. Da ni šlo kar tako, Zdaj, če so naleteli na žilo bogate rude, so lahko začeli z izkopavanjem takoj, če je bila pa ruda siromašna odkrita, so pa pol to preračunali v rudniški upravi, so označili to mesto, pa počakali, da so še cene živega srebra gor na svetovnih trgih in pol začeli z izkopavanjem. Cene grejo gor pa predvsem v času vojn, smo že rekli. Recimo čas vietnamske vojne je bil nekje zlato obdobje za idrijski rudnik, 60. začetek 70. let. Cene živega srebra so bile takrat najboljše, so Amerikanci takrat tukaj ogromno kupovali. Živo srebro so prodali, pa transportirali v takih jeklenkah, tu so bile standardizirane za cel svet, 2 litra pa pol ga je šlo not v tekoči obliki, taka jeklenka polna, je imela nekje 35 kg teže, in v tistem času 60 let tudi uredil z tega avta, Fičota, takrat. Nica simbolizira, da so rudari, ne vsi, večinoma pa, radi tudi kaj popil, lahko si mislite, bilo je težko delo in so si mešali na lastno pijačo, so je rekli geruš, ki je bila narejena z vode, čistega alkohola pa pelinovega čaja. To je bil tazga grenkega okusa, pa zelo močno. Če so to pili, pa si lahko mislite, da so res tudi škrate slišali, dvigli včasih. Pride Poljska. So bili včasih znane tudi potem, da so se tekom življenja navadno večkrat poročile, pa da so mlade može dobivali. Zakaj? Včasih tukaj ni bilo še nobenega socialnega sistema, recimo v 16. stoletju. Rudari so zelo hitro postali invalidi ali pa umrli, so začeli delati tam stari 15-16 let.
so bili stari 30, 35, so že umrli ali pa postali invalidi. Če so takrat postali invalidi, so jim dali eno potrdilo, štempelj na rudniški upravi, da so postali invalidi zaradi dela v rudniku in s tem so oni pol lahko okoli legalno beračni. No, začetek 17. stoletja je bila pa že ustanovljena prva rudniška bratovska skladnica v Evropi, kot v Vidri, se pravi nek fond, kjer je dal neki denarja noter rudnik z proračuna, neki rudari od svojih plač in s tem so se pol tem invalidom, ki jih je bilo veliko, plačevale neke podpore. Kar se tiče pa vdov pa sirot, ki so ostale za pokojnimi rudari, se je pa država domislila tazga sistema, so mu rekli spolovinarstvo, dejansko je pa to pomenilo, ker je prišel mlad fant delati v rudniku, star 15-16 let, je mogel pol svoje plače nakazati vdovi pokojnika, katerega mesto je zasedel. Ker sta imela pa zdaj skupni interes, da se pa običajno tudi poročila. Zato so bile Idrčanke, rekel znani, da so se ponavadi večkrat poročile, pa da so mlade može dobivali.